Vožnja pod vplivom alkohola je za Slovence nacionalni šport in najbolj presenetljivo dejstvo je, da še vedno nismo začeli s snemanjem filmov Pijani in predrzni. Pred kratkim je pijan motorist na gorenjski avtocesti povzročil prometno nesrečo. Na srečo se je voznik le laže poškodoval, je pa pri svoji kaskaderski akciji dosegel tako imenovani prekrškovni hat-trick. Alkotest mu je pokazal 2,3 promila, vozil je neregistriran motor, poleg tega pa je bil še brez izpita. Najbrž se je ravnal po ljudski modrosti, da če nimaš izpita, ti ga ne more vzeti. Za nagrado je pijani motorist od policaja dobil 3900 evrov globe in 18 točk policijske zvestobe. Ampak zgodba se tle še ne konča. Gospod se je s policajem dogovoril, da ga bo pobral kolega, pozabil je pa omeniti, da tudi ta kolega ni bil trezen. Prijatelj, ki ga je prišel iskat, je napihal namreč 2,4 promila, kar pomeni, da je od pijanega voznika bil še bolj pijan. Kar je tako, kot če bi slaboviden prosil slepega, če ga pele čez cesto. Pa bi pa oba zbil pijani voznik. Potem, ko so tudi tega gospoda policaji nagradili s točkami, kaznijo in slabo vestjo, sta gospoda končno med prijatelji našla treznega, ki je na to varno odpeljal domov. Ali pa bolj verjetno nazaj na veselico, kjer so se ga nažgali do konca. Zdaj pa k drugačnim spodrsljajem. Slovenski politiki in estradniki so ta teden spet naredili cel kup enih filmov, ki so preslabi, da bi prišli na naše ekrane. Vemo, kakšni so to filmi, ne? To so taki, kjer je edina okusna stvar pri njihovem ogledu skleda kokic, ki jo imate v naročju. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.